Lepo pozdravljeni, poslušate okoljske zgodbe, epizodo 2, številko 2 oziroma kakorkoli ji rečete. Danes v studiu z mano Lidija Živčič iz Fokusa Društva za sonaraven razvoj. Lidija, živijo, lepo te je videti. Lep pozdrav. In Erika Oblak iz društva Ekokrog. Erika, živijo tudi tebi. Zdravo. Kot sem rekla, tole je druga epizoda naših okoljskih zgodb in z vami sem Karmen. Danes smo se znova dobile v okviru kampanje Zaprimo krog, ki je kampanja za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji. Ampak danes bomo govorile o eni temi, ki morda na prvi prisluh se vam sliši nenavadno, morda ne tako znano. Ta tema pa je odrast. Lidija, za začetek, preden bomo šli k fokusu in temu, kar počnete, ker bomo na začetku predstavili, te samo prosim, da mi poveš odrast s pomišljajem ali brez? Nekako se nagibamo k rešitvi brez pomišljaja, ampak vidim, da se v javnosti pojavlja tudi oblika s pomišljajem, tako da ni še zaenkrat neke enoznačne ureditve, tako da ja, lahko se oboje. Ja. Kaj odrast je? O tem v nadaljevanju, zakaj v okviru okoljskih zgodb danes o odrasti, zato ker je odrast lahko na nek način povezana tudi s krožnim gospodarstvom in ena od praks v krožnem gospodarstvu pa je tudi kavcijski sistem, tako da to povezavo smo našli in o tem bi danes govorili. Ampak za začetek, kot sem rekla, Lidija, Fokus Društva za sonaraven razvoj je ena taka stalnica na slovenski okoljski, kar da beseda sceni, ne? Med slovenskimi okoljskimi nevladnimi organizacijami. Koliko let že? V bistvu delujemo od leta 2003, tako da nekje zdaj vsak trenutek bomo dosegli polnoletnost in ja, sicer smo stalnica, ampak ja, smo nevladna organizacija, tako da naše financiranje se iz leta v leto spreminja in stalnica lahko zelo hitro ugasne, kot nažalost vemo v slovenskem prostoru na področju varstva okolja, ampak glede na to, da smo pridni in da poskušamo delovati že dolgo časa, upam, da bomo še nekaj časa na sceni. Tako je. Ko odpreš vašo spletno stran, je tam nebroj projektov, kampanj, ki ste jih izvedli, ki jih še izvajate. Vem, da ti si s fokusom od vsega začetka, ne? Ja. Vem, da je težko, ne, izpostaviti enega ali dva projekta, ki so ti recimo ostala v spominu, potem recimo, da si rekla, s tem projektom smo pa res nekaj dosegli, a lahko izbereš dva? Ja, v bistvu, če začnemo pri projektih, bi najprej izbrala trajnostno upravljanje z življenjskimi viri oziroma skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. Gre za projekt, kjer poskušamo skupaj z občinami, lokalnimi skupnostmi narediti neko participativno sodelovanje, v bistvu občani, različni akterji v nekem kraju se skupaj dobijo in si postavijo načrt, kako trajnostno upravljati življenjske vire, ki so jim na voljo. Potem pa v bistvu glede na postavljene načrte poskušamo tudi narediti neke konkretne korake, kot so na primer sončne elektrarne, kolesarske steze, skupnostni vrtički in tako naprej. To kot projekt se sicer zdaj že izvaja, mislim, da 6, skoraj 7 let v različnih oblikah z različnimi partnerstvi. Bi pa drugače izpostavila še kampanjo, ki sicer ni bila projekt, je bila kampanja, ampak mislim, da nas je dosti zaznamovala kampanja, ki smo jo delali proti termoelektrarni Šoštanj 6. blok. Takrat smo se poskušali upreti temu, da bi se blok zgradil. Sicer ja, pač žal moramo ugotoviti, da kampanja ni bila uspešna, kajti blok stoji in dela in prinaša izgubo in nam močno onesnažuje naše ozračje in uničuje podnebje. Vendar pa je bila kampanja uspešna z tega vidika, da je bila eden od mejnikov
pri financiranju fosilnih projektov strani različnih javnih bank in inštitucij. Tako da, morda za Slovenijo kampanja ni bila uspešna, ampak v globalnem merilu pa je prinesla neke premike na pozitivno. Mejnikov v smislu konca financiranja, o tem govorijo. Tako recimo Evropska investicijska banka je to v bistvu po tem projektu se odločila, da ne bo več financirala projekta za rabo premoga. Kot sem rekla, vaših projektov in kampanj je ogromno, pa greva zdaj hteli odrasti, kaj hudiča odrasti je, ki je tvoj otrok neke vrste, ne, bil na fokusu. Ta projekt sicer zdaj trenutno bolj v mirovanju, ne, ampak to še ne pomeni, da seveda odrast sama pa ni hudo aktualna tema in se mi zdi, da čedalje bolj aktualna tema. A nam lahko pojasniš na kratko, kaj to sploh je? A je to koncept, a je to vizija, a je to teorija, kaj je to? V bistvu gre za zelo večplastno stvar. Nekateri vidijo odrast kot nek koncept oziroma teorijo, nekateri vidijo odrast kot rešitev oziroma odgovor na neko presečišče kriz od ekonomske do podnebne, do socialne krize. Skratka, zelo različno ljudje pojmujejo. Nekak rdeča nit oziroma, če bi rekli temu definicija, morda odrasti je, da gre za krčenje proizvodnje in potrošnje, ki v bistvu poveča po eni strani blagostanje človeka, po drugi strani pa v bistvu tudi izboljša ekološke razmere oziroma tudi enakost na planetu. Ne. To je nekako rdeča nit, jo pa res različni ljudje pojmujejo na popolnoma različne načine. Če gremo recimo bolj v akademske kroge, se z odrastjo ukvarjajo predvsem kot z nekim konceptom, ki ga je treba razvijati, zato da bi odgovorili z nekim celovitim odgovorom na vse krize, s katerimi se danes soočamo. Če pa gremo v bolj praktične kroge, recimo nevladne organizacije, civilne iniciative, tudi kakšna manjša podjetja, kooperative, pa v bistvu gledajo na odrast kot nekaj čist praktičnega, kar se dogaja v praksi, kar poskušajo z različnimi ukrepi tudi v prakso prinesti. Kje se je rodila ta ideja? V bistvu začetek razmišljanja o odrasti sega nekje v začetek 70-ih let. Prvi je omenil mislec Andrej Gorš, ki se je spraševal, ali je v bistvu sploh mogoče doseči zemljino ravnovesje ob pogojih nenehne gospodarske rasti. Ideja je tudi se pojavila v poročilu rimskega kluba Meje rasti. Na to pa se v bistvu ideja skozi 70 leta nadalje razvijala. V 80-ih pa tudi 90-ih je nekako ideja zaradi vzpona neoliberalizma ne ravno izginjala, ampak utihnila, ni toliko razvoja v tem konceptu, vse pa potem ideja zopet oziroma razvoj koncepta pojavi v začetku 2000-ih, ko se, skaj bi rekla, tam države okrog Mediterana, se pravi Španija, Francija, Italija, v bistvu začno pogovarjati zopet o odrasti, pojavijo se gibanja za odrast, kmalu sledijo tudi v bistvu konference na vsaki 2 leti, oziroma zdaj so že skoraj vsako leto, ker se jih toliko veliko dogaja in tako. Iz veliko vidikov je možno odrast gledati, ne? Iz filozofskega, iz bolj ekonomskega, gospodarskega, iz družbenega, iz humanističnega, tudi iz psihološkega. Ne? Kaj pa bi ti rekla, da je skupno vsem tem pogledom? A je možno, rekla si že prej, omenila si neko rdečo nit? V bistvu skupno vsem tem pogledom je, da se nekako poskušamo potegniti nazaj, da se poskuša uveljavljati koncept nekega krčenja snovnih tokov, krčenja našega družbenega metabolizma, če se lahko malo simbolično izrazim. Ne. Poskuša se zamejiti snovni tokovi in se obrniti v smer manjšanja. Namreč številke kažejo, da kljub temu, da se trudimo z zmanjševanjem različnih izpustov, dokler nam gospodarski proizvod raste, nam tudi izpusti ponavadi rastejo. Ne. In tukaj bo treba se nečesa lotiti. Vsekakor je treba povedati, da pri odrasti ne gre izključno za zmanjšanje bruto družbenega proizvoda, kot marsikdo misli, da gre pač za to, da mi zmanjšamo proizvod, je to. Ne, ni. V bistvu ideja je, da na nek celovit način s preobrazbo nekih svojih
družbenih struktur, s preobrazbo gospodarskih principov, s preobrazbo tudi osebnostnih navad oziroma življenjskih slogov, pridemo do neke rešitve, ki je trajnostna na dolgi rok v smislu, da ne prizadane planeta, da ne prizadane družbe, da ne povzroča še povečanje neenakosti in tako naprej. Ja, meni osebno v bistvu zelo blizu ni ravno definicija, ampak razmišljam, da v bistvu gre za nek politični projekt, ki v bistvu na makroravni poskušamo skozi drugačne strukture, skozi drugačne družbene in gospodarske koncepte priti do nekega zmanjšanja vpliva na naš planet. Na osebni ravni pa prav tako z nekimi spremembami svojih navad, življenjskih slogov zmanjšamo tudi svoj vpliv. Se pravi, dve ravni, individualna in kolektivna. Tako nekako, seveda se pa tudi globoko prepletata ena z drugo. Ja. Ali lahko nam na obeh ravneh daš kakšen primer v praksi? Ja. Oziroma, ali obstajajo sploh primeri v praksi? Ja, nekaj primerov. Je v bistvu na nekaterih področjih so celo zelo številni. Ja, najlažje mi je mogoče začeti kar pri individualni ravni. Naprimer, ko smo kupovali nov hladilnik, smo se odločili za pač manjši hladilnik. Starši so bili totalno v šoku, ko so ugotovili, da bomo imeli za nekaj centimetrov manjši hladilnik, namesto da smo si kupili večjega, nekaj, kar so vsi pričakovali, ampak ja, potrebe so se izkazali, da so manjše in pač smo šli v manjši hladilnik. Tako da ja, na strukturni ravni v bistvu je recimo zanimiv koncept univerzalnega temeljnega dohodka, ki ga odrastniška skupnost dokaj živahno debatira, in ta koncept so naprimer na Finskem že poskušali vpeljati, tudi nekatere lokalne skupnosti v Kanadi so poskušali to vpeljati in zadeva je zaživela, ocene so bile pač pozitivne, tako da ja, tudi strukturno oziroma v spremembi nekih sistemov se da to narediti. Ne. Prej si sama omenila ta zveličavni BDP oziroma bruto družbeni proizvod in gospodarska rast. Ko sem prebirala te teorije o odrasti, vse skozi so omenjani kazalniki napredka družbe. Veliko nekih indeksov in kazalcev se je že razvilo in verjetno se odrast in te drugačni kazalniki tudi zelo povezujejo. Nam jih lahko morda nekaj našteješ? Ja, v bistvu, če smem, bi raje rekla naslednje, namesto naštevanja kazalnikov, zato ker res zdaj jih obstaja že malo morje. Tudi zelo veliko živahne debate je v odrastniškem gibanju, kateri kazalniki so najbolj primerni in tako naprej. Osebno se mi zdi, da je najprej potrebno določiti, kaj si želiš doseči, potem pa v bistvu oblikovati kazalnik ali pa izbrati kazalnik, ki to meri. Naprimer, če si, želimo doseči bolj enakomerno razvito družbo, potem BDP pač ne more biti kazalnik. Tako da tukaj v bistvu si moramo bodi si v Sloveniji, bodi si na globalni ravni zastaviti neke ideje, kam, v katero smer želimo kot družba iti. Pa ne pomeni to nujno zdaj v smeri nekam naprej, lahko se tudi zastavimo za željo, da se malo umaknemo, da se malo potegnemo nazaj. To je že vprašanje, kaj je napredek potem. Tako, zato pa izpostavljam, ker ko človek, tradicionalno je percepcija taka, da ko človek reče, kam si želimo iti, si predstavljajo, da se bomo pač zdaj premikali nekam naprej. V tem pogledu ni nujno, da se premikamo nekam naprej, lahko stopimo morda tudi kak korak nazaj, in potem poiskati kazalnike. Jih je pa res na voljo majhna paleta od, Human Development Indexa do Happy Planet Indexa in tako naprej. Všeč mi je, ko uporabljaš ta izraz odrastniško gibanje. To tudi odrastniki sami uporabljajo? Pa ja, nekako, degrowth movement se uporablja v angleščini, tako da ja, mislim, da bi to bila sopomenka oziroma prevod v slovenščini. Erika, kakšen komentar na tole, kar sva se do zdaj pomenili? Blazno zanimivo. Moram reči, da mi je zelo zanimivo, da z odrastjo kot tako idejo oziroma da bi se bolj poglabljala vanjo, se nisem. Nekako se mi zdi pa, mogoče se mi bo Lidija popravila, če bom narobe rekla, ampak ne podoben, ne čisto enako, ampak mogoče celo stvari, ki se lahko dopolnjujete, recimo kot je krožno gospodarstvo.
in tako naprej. Se pravi, zapiranje snovnih krogov. Ker če želimo shujšati, pravzaprav, potem bi bilo smiselno, vsaj meni bi se zdele recimo te materiale, ki danes končajo v odpadkih in to prezgodaj, recimo zaradi načrtovane zastarelosti, v odpadkih ostanejo zaradi, bom rekla, neprimernega oblikovanja samega izdelka, ker ni enostavno razstaviti na posamezne sestavne dele ali pa materiale, potem v to smer to recikliranje in tako naprej. Ampak skratka, da čim večkrat eno in isto snov za tisto, kjer smo jo že, se pravi, pridobili iz naravnih virov, za kar je potrebna energija, pri čemer ponovadi nastanejo emisije, potreben je transport, potrebno je človekovo delo. In potem vse to, kar je ujeto v embalaži pa izdelku rečemo na koncu temu odpadek, ki gre v najslabšem primeru v naravo, v rahlo boljšem na odlagališču, mogoče v nekaterih primerih na sežigalnico, pa dobimo nekaj, skratka, tistih najbolj zaželenih stvari, pa ne znamo še nekako, bi rekla, v zadostni meri narediti, se pravi, bodisi vrniti nazaj, v tehnološke pa naravne kroge preko recikliranja, ponovne uporabe. Še en korak prej, ki se mi zdi, kjer je pa najbolj podoben ideji odrasta, je pa preprečevanje, se pravi, stalno preupraševanje, ali res to rabimo, ali lahko to naredimo drugače, zato da bo nekaj dalj časa trajalo. Ali znamo narediti nekaj že v sami ideji, da je vgrajena noter ideja o tem, da se posamezne dele lahko razstavi, pa ponovno uporabi ali pa popravi, ne. Tisti, ki imamo male sive lase, že se bolj spomnimo, koliko je bilo včasih na voljo raznih servisov in kaj vse so znali popraviti, recimo pa danes tega ni več, ne. Tako, nekako čez to razumem jaz to odrast, upam, Lidija, poprav me, če sem kaj narobe oziroma koliko je odrast, mogoče širše, ker me tudi čisto osebno zanima. Če lahko, prosti, Lidija, povej. Mislim, glede na to, da odrast je nek koncept, neka teorija, ki je še vedno v razpravi oziroma si v bistvu želi širiti razpravo, tukaj ni prav ali narobe, tako da tu nisi mogla kaj narobe povedati. Ja, vsekakor to zapiranje snovnih tokov je del debate v odrasti. Edin bi pa mogoče izpostavila, da recimo, pogosto se sistem kroženja snovi vklopi vsej naravni naših odločevalcev in politikov v koncept krožnega gospodarstva. In problem koncepta krožnega gospodarstva in pa tudi tako imenovane zelene rasti, ki je pač en koncept, o katerem so nas naši odločevalci in gospodarstveniki poučili, da to nam bo pač prineslo gospodarsko rast pa zmanjšanje vplivov na okolje, ki se seveda ni zgodila. Skratka, oba koncepta v bistvu nekako zagovarjata, da mi še vedno lahko rastemo in da je ta rast kompatibilna oziroma lahko gre lepo z roko v roki z varovanjem okolja. Žal, številke ne kažejo, da bi se to dogajalo in zato, recimo, ko slišim zvezo krožno gospodarstvo, me malo skrbi, ampak koncept na ta način, koncept zapiranja snovnih tokov, tudi preoblikovanja izdelkov na način, da so bolj trajni, da se jih da popraviti, da se jih da poreciklirati in tako naprej, to pa je vsekakor del razprav na področju odrasti. Točno o tem, o skupnih točkah in razlikah bomo še v nadaljevanju. Jaz bi te še nekaj vprašala, kje je danes najbolj živahna razprava na temo odrasti recimo v Evropi? Zdaj je že v bistvu vse posod. Medtem, kot sem prej rekla, če se je nekako začelo v mediteranskih državah, mislim, da je zdaj že tema v bistvu prisotna vse posod. Morda še nekako najmanj bi rekla morda v skandinavskih državah, kjer se mi zdi, da iščejo v bistvu to povezavo med odrastjo pa z nekim zelenim modernizmom in tako naprej. Ampak, mislim, pojavlja se pa debata že vse posod, ne vem, na Madžarskem, v Nemčiji, zadnja konferenca mislim, da bila na Nizozemskem, tako da kar se Evrope tiče, pa v bistvu tudi na svetovni ravni že marsikje. Kaj bi se moralo, to je zelo zahtevno vprašanje, kaj bi se moralo spremeniti, da bi lahko odrast v praksi začela svoje življenje? Bolj kompleksno in sistemsko in vse.
Ja, bi rekla, da najprej se moramo v bistvu ločiti od nekih sanjskih konceptov in mislim, da koncept nenehne gospodarske rasti je v bistvu sanjski koncept. Ne izide se. Vidimo, da škoda, ki jo pušča na okolju, je ogromna, škoda, ki jo pušča v družbi, je tudi vse bolj očitna, tako da preprosto morali bi si priznati, da ima naš gospodarski sistem trenutno neko vgrajeno napako, ki se jo ne da tako zelo lahko popraviti, kot na primer več zelena rast, ne? In menim, da pač tu narediti en zelo temeljit premislek in gospodarstvo v bistvu vrniti na neko mesto zagotavljanja osnovnih virov, dobrin in storitev, bi bil nek prvi korak. Žal se z tega vidika se še ne pogovarjamo kaj preveč, če pogledamo naslovnice naših časopisov, pa ne samo slovenskih seveda, ampak tudi tujih, so ponavadi okrašeni s tem, da BDP bodi si pada, bodi si raste, gospodarska rast je bodi si majhna, bodi si velika. Ne. Skratka, še vedno se vrtimo okrog tega, tudi, ne vem, prihajajo volitve, stranke nam hitijo obljubljati, da bodo seveda pospešili gospodarsko rast. Ne. Mislim, da tu je en prvi korak, potem pa se bodo stvari začele postavljati počasi na svoje mesto. Prej je Erika že v bistvu načela to debato, ne. Obsedenost z rastjo je pravzaprav pripeljala do tega, kar je Erika rekla, ne, poblagovljanje, razmah potrošništva, načrtno zastaranje izdelkov, kar pomeni seveda, da so izdelki zlahka nadomestljivi in se izdela nove, ne, in tu je pač ta rast oziroma ta kako ne rečem, sveti gral rasti zelo očiten. Se pravi, dajmo reči nekaj, čeprav se že ti Lidija malo skepse izrazila, ne, krožno gospodarstvo in odrast, kaj bi možne skupne točke lahko bile. Eno so osnovni tokovi, potem je seveda, če se osnovni tokovi zapirajo in če se manjšajo, pada tudi BDP in tako naprej. Pa gremo tole po vrsti, tole sem se izpisala nekaj možnih skupnih točk. Rast BDP je dejansko v korelaciji s količino porabljene energije, ki jo porabimo, in če se ta zaradi zapiranja osnovnih tokov zmanjšuje, ustavimo rast oziroma jo zmanjšamo. Jaz bi rada za začetek samo še nekaj, za tiste, ki nas morda poslušajo prvič in morda niso tako domači v tem izrazu, ki ga uporabljamo, zapiranje osnovnih tokov, bi lepo prosila Eriko, da na kratko pove, o čem govorimo, ko govorimo o zapiranju osnovnih tokov. V bistvu mogoče nekako še enkrat poskušam ali pa ponavljam to, kar sem prej rekla, da je v bistvu mi, ko neki izdelek recimo vzamemo v roke, meni se je zdel prvič tak, bom rekla, budnica. Enkrat se spomnim, ko sem se sred noči vozila nekje po Sloveniji, pa sem se ustavila na eni bencinski črpalki in ker nisem imel kave, sem pa prodajala neko v takole veliki pločevinki, nek verjetno kemični zvarek, ki te je naredil budnega, ki je bil, še zdaj se spomnim cene, 1,2 evra. In jaz gledam tisto pločevinko in sem začela razmišljati, ne, kako 1,2 evra. V rokah držim pločevinko, se pravi, nekdo je mogel narediti iz naravne rude, pridobiti, domnevam, aluminij, oziroma vso to rudo skopati, obdelati, predelati, prepeljati, Bog ve s katerega konca sveta, do recimo neke tovarne, ki dela pločevinke, to pločevinko narediti. Da je lahko pločevinko naredil, si bom zelo kratko, ampak to je lahko cela zgodba, ne? Če je nekdo to pločevinko naredil, je mogel narediti stroj. Je mogel narediti odlitek, recimo za točno toliko veliko, ne vem, nek model, da se je ta pločevina odrezala in tako naprej. Potem je moral nekdo ves dizajn pogruntati in ga narediti, barvo kupiti, z barvo opremiti pločevinko in tako naprej. In še nekdo je z vsem znanjem kemije, ne vem, ali je to zelo dolg hodil v šolo ali ne, ampak naredil ta zvarek, ki je bil noter, ne. Vse to za 1,2 evra. In ga potem še dostaviti še. Tako, ja. To je pa made in Taiwan. Čakaj mali. Tole vse je za 1,2 evra. Ne me hecati. Ni šans.
Na račun česa je lahko to, ne? Seveda, so šanse, točno zaradi tega, ker pač nismo plačali rude, ki smo jo pobrali ven iz zemlje, nismo plačali odpadkov, ki so ostali za to rudo, nismo plačali vseh drugih eksternih stroškov. Da ne govorimo o tem, da ljudje, ki so vse to delali, so bili temeljito podplačani. Tako. Ja. In samo na ta način, samo izključno na ta način je kaj takega možno. Zdaj pa, da se vrnem na tvoje vprašanje, ne, kako se pravi, zdaj imam to pločevinko v rokah, zdaj, če greva na kroženje snovi, ne. Vse to je ujeto v eni pločevinki v tem izdelku. In potem, ko v bistvu jaz si praznim pločevinko, lahko jo vržem stran, ne, pa se cela zgodba začne še enkrat od začetka. Lahko pa to pločevinko ločeno zberem, pretopim in naredim novo pločevinko. S tem sem prehranila vse tiste prve korake od, se pravi, pridelave iz naravne rude, onesnaževanje, devastacija okolja rudnikov, podplačanje ljudi, ki so to delali, emisije, ki so jih snovi ali toplogredni plin ali karkoli, ki so bili porabljeni, da se je vse to prepeljalo, predelalo in tako naprej. Vse to prihranim, če pločevinko zrecikliram. Še več pa prehranim, če sploh tega zvarka v pločevinki nimam. Pa si skuham kavo doma, recimo v džezvi ali pa recimo na nekem avtomatu, ki je za kuhanje kave. Ne? O tem govorimo. Ne? Zdaj, kje v teh korakih pravzaprav lahko kaj naredimo za to, da se pravi, te snovi materiali, ki jih že imamo v izdelkih embalaži, zavrtimo čim večkrat znotraj tehnoloških krogov. Porabimo čim večkrat. Ne, da jih vržemo po prvi uporabi stran. No. To je nekako, to je snovnih krogov, lahko se tehnološki, lahko se pa tudi naravni. Recimo mi pripeljemo, čeprav je to neumnost, ne, ampak pač to počnemo, ne vem, ananas, pa mangote iz Južne Amerike in tako naprej, spet transport, da ne rečemo, ne, koliko ima to vplivov na negativnih vplivov na okolje in to. In potem v bistvu ta mango, bi rekla v najboljšem primeru, v neki bioplinarni, iz tega dobijo neke plina, ne. Z digestat je že malo problematičen, kam z njim, ne, zato ker pač ne, je pri nas tako, da se iz tega digestata ne da naprej kompostirati. Skratka, namesto, da bi kompostirali. Zakaj? Zato, ker imamo eno najdragocenejših snovi pravzaprav v odpadni hrani, to je fosfor. In ga na tak način preko kompostiranja lahko vrnemo nazaj v naravo. Ne. Tudi če manga ne pripeljamo iz Južne Amerike, enako lahko naredimo doma s krompirjem. Se pravi, zapiramo naravne ali pa tehnološke kroge. No, to je to. Hvala za razlago. Prosim. Da se vrnemo potem nazaj na vprašanje. Torej, zapiranje tokov pa snovnih tokov pa prinaša tudi prihranek energije, logično. Seveda prihranek energije in emisij na drugi strani, ne, oziroma vseh negativnih vplivov na okolje. In če grem potem nazaj na mojo trditev, rast BDP je dejansko v korelaciji s količino porabljene energije. Če zaradi zapiranja snovnih tokov zmanjšujemo to količino porabljene energije, ustavimo rast oziroma jo zmanjšamo. Kaj praviš, Lidija? Se strinjaš? Ja, se strinjam. Je en del rešitve, ne, in kot tako se tudi v bistvu zelo veliko uporablja v razgovorih o odrasti. Je pa res, da je pač treba pogledati potem širše. Ne? Zakaj smo prišli do tega, da lahko rudo izkopljamo, ne da bi komorkoli plačali, zakaj so lahko delavci brez zdravstvenega zavarovanja, brez socialnega zavarovanja in tako naprej. Skratka, potem pač odraz začne gledati na celoten sistem, na kak način funkcionira in kje bi bilo treba spremeniti stvari pač na neki širši sistemski ravni. Ne gleda zgolj en proizvod, sicer ja, zelo dobro, tudi, kako bi rekla, za ozaveščanje ljudi, tudi recimo v fokusu zelo radi uporabljamo te zgodbe predmetov, ne, na kak način so prišli v bistvu predmeti do nas, kaj se je na njihovi poti zgodilo. Ne. Je zelo dobro, zato ker danes se res pri tem globalnem gospodarstvu ne moremo sploh zavedati, odkot so prišle stvari. Ta je bila iz Tajvana, jaz enkrat, ki je v Belgiji, sem videla reakcije, na katerih je pisalo, da so recimo, da iz Tajske, potem so šli v Južno Ameriko na čiščenje, potem so jih prepeljali na Kitajsko v pakiranje, potem so jih prepeljali v Evropo za konzumcijo. Ne. In mislim, izdelek, ki ga ti še vedno lahko plačaš z neko normalno ceno, pa je prepotoval vso to pot in
ne pošteno plačal delavce na vsej tej poti, ni šanse. Izdelki imajo ceno, ki ni napisana samo Tako. v obliki Skrito cifre. ceno. Tako, ja. In ta je na globalni ravni res včasih tako, ko razmišljaš, pravzaprav je grozljiva. No? Lahko rečem to mirno. No? Jaz sem živela dve leti v Južni Ameriki in vem, kaj to pomeni za tiste ljudi, ki tam živijo. Na kakšen način se izkoriščajo ti naravni viri in kakšno ceno oni za to plačujejo. Ne? Mi pa dobesedno včasih rečemo, da tukaj na zahodu bi bilo dobro, da nas vse malo čez kolen pa dve čez rit. Če bi videli, kakšna je realna cena, Tako. oziroma če bi realna cena Tako. bila napisana na našem novem mobilnem telefonu, Tako. recimo. Ne? Gremo naprej po mojih točkah. Ne? Kavcijski sistem, kot sem rekla, Erika, je eden od takih bomo rekli mikrosistemov v celi ideji oziroma v celi praksi krožnega gospodarstva, ne, ki pa ima neke zelo zanimive povezave lahko tudi s tem velikim konceptom odrasti. Ne. Okoljske zmožnosti, torej živeti v okviru okoljskih zmožnosti, ne izčrpati naravnih virov, zato da bomo delali novo in novo in novo embalažo. To so okoljske zmožnosti, potem so okoljske zmožnosti v smislu lepega, to je tak izraz, čistega okolja in zdravega. Potem lokalna gospodarstva, ne, ker pač ne bomo več izvažali plastike odpadne kam jo zdaj izvažamo, v Malezijo, v Indonezijo, tako, ampak bomo uporabili to, kar smo ustvarili kot odpad tu pri nas, in bolj enakopravno porazdeljeni resursi oziroma viri. Tako da v bistvu to so spet neki koncepti oziroma neke rešitve, ki so gotovo tudi v ideji odrasti vraščene. Tako je in mislim, da kavcijski sistem smo v Sloveniji poznali, ne bi bila znanost peljati ga nazaj, bilo bi zelo dobro. Tako da mislim, da to je vsekakor korak, ki se ga moramo lotiti. Problem je malo v tem, da proizvajalci, naprimer, ko se jih vpraša v javnosti, komunicirajo na način, da v bistvu je bistveno bolj poceni, da se to pač vrže v smeti in se novo naredi, ne? Ampak problem je v tem, kot je bilo rečeno, odpadki grejo v Južno Azijo, tam se otepajo z njimi in več nimajo kam z njimi. Ljudje, ki morajo živeti v bližini njih, imajo zelo, kako bi rekla, uničeno svoje življenjsko okolje. Spet pač neka stvar, ki jo naš upravljalec odpadne embalaže pač ne vzame v zakup, ne. Tako pa predvsem se mi zdi tudi, je proizvajalcem tak brezkavcijski sistem všeč, zato ker s tem stroške prevalijo na nas. Ne? Zato ker, ne vem, sej obstajajo, recimo pri nas v Sloveniji v tem sistemu, ki je trenutno embalažnem, obstajajo seveda neki davki, embalažnine in tako naprej, ampak ni pa nadzora nad tem, koliko je dejansko tega dajo na trg in za koliko pravzaprav plačajo in domneva se, da pravzaprav manj, kot dajo več na trg, kot za to plačajo in tako naprej. Skratka, na obstoječem sistemu, ki je netransparenten in tako naprej, proizvajalci lahko prevalijo stroške na nas. Ker mi plačujemo za odpadke, mi plačujemo za odlagališče, mi odplačujemo za sežig konc koncev. V Malezici pa, če se slučajno pač ta embalaža pri njih konča, potem pa oni poplačujejo z devastacijo svojega okolja in v končni fazi bom rekla, to na globalni ravni plačamo vsi z onesnaženimi oceani, mikroplastikov in tako naprej. Ne? Zato ponavadi proizvajalci od začetka temu nasprotujejo, ampak zato pa je potrebno, tako kot si rekla Lidija, da je seveda tudi neke politične odločitve. Ne? Za kavcijski sistem ni težko, ker v njem dobijo vsi, v tem sistemu tečejo 3 vrste materialov, plastika, 5 plastika, pločevinke pa steklo. Vse 3 je enostavno reciklirati. Deloma plastiko ali pa majhen del plastike, ki je tudi za ponovno uporabo, seveda se lahko da ponovno uporabiti, predvsem se pa to velja za steklo. Ne? Jaz mislim, da je tako, razmišljam, včasih, ko vidimo problem, je zelo velik, ne? In ga je res težko se ga naenkrat se z njim
je troko borbo, ampak če se začne po malih korakih, tam, kjer je smiselno, tam, kjer je učinkovito, tam, kjer se lahko naredi, bi pa absolutno to morali narediti. Ne. Tukaj se začne in potem korak po korak se vedno lotevaš tistega, kar je mogoče naslednji korak težje, ampak zato, ker si že prej se nekaj naučil v prejšnjih korakih, pa ljudje vidijo, da deluje, politika mogoče vidijo, da deluje in tako naprej, so potem naslednji koraki, čeprav od tukaj gledano, daleč gledano težji, lahko tudi lažji. Upam, da nisem preveč zakomplicirala. Ne, bi pa mogoče dodala eno komplikacijo v vso zgodbo. Namreč sicer moram priznati, da na področju odpadkov žal res nisem preveč doma, tako da področje spremljam zgolj tak s kotičkom česa, kolikor je pač treba. Ampak v igri se pojavijo akteri, kot so upravljavci z odpadki in to je postal biznis, po domače povedano. Ne? In ta biznis pač zahteva svoj kos pogače in tudi ta biznis verjetno igra zelo močno igro v političnem vplivu oziroma v političnem odločanju. Ne? In mislim, da ta del zakomplicira zgodbo bolj kot pa to, ali so res to neki kompleksni koraki ali niso. Ne? Ampak se absolutno strinjam, Lidija, in zato je včasih kakšne stvari težje spremeniti, ravno zaradi takih, bom rekla, umestnih igralcev, ampak ni pa nemogoče. No. Sploh, če se izkaže, da je neka rešitev same pluse prinaša. Potem že težko zargumentirajo, zakaj ne bi. Ne. Bi pa jaz še nekaj dodala, mogoče, Lidija. Biznis je lahko biznis, je pa lahko biznis tudi netransparenten biznis. Tako da mogoče govorimo tle v tem primeru o biznisu, ki je izrazito netransparenten v Sloveniji. Se si sama rekla, Erika, pravzaprav v Sloveniji še nimamo podatkov, niti teh, koliko embalaže, ki jo mi ločeno zbiramo pridno v gospodinstvih, gre sploh v recikliranje. Ne. To so samo neke ocene, ki se gibljajo od 30 do 60, bolj realne ocene pravijo, 30, tiste optimistične 60. Ne? Ja, 30. Uradne ocene 60, recimo, ali pa več, te ocene akterjev pa tam nakrog 30, recimo, procentov, zdaj govorimo o procentu recikliranja odpadne embalaže plastične. Ne? Če imamo neko plastenko, ki jo s kavcijskim sistemom zberemo in vrnemo v reciklažo in iz nje naredimo novo plastenko, to pomeni, da smo prihranili naravni vir, ki bi ga sicer izrabili za delanje nove plastenke. Sama si rekla, Lidija, že na začetku, že v 70-ih letih je Rimski klub ugotovil, da neomejena rast na planetu z omejenimi viri ni možna. Torej, tukaj imamo spet neko povezavo varovanja naravnih virov, pa še bi seveda tudi poudarila oziroma odprave izkoriščanja, morda malce preveč optimistično, ampak recimo ščitenja okolja in ljudi pred ropanjem in izkoriščanjem. Je spet pač en majhen delček oziroma en puzzle v celotni sliki. Koliko se v bistvu tudi teorije odrasti ukvarjajo s tem vidikom, tudi to bi te vprašala, recimo ropanje in izkoriščanje? Globalni jug, sever. Vsekakor je zelo velik del debate, ne samo izkoriščanje med globalnim jugom in globalnim severom, temveč preprosto tudi izkoriščanje v razvitih družbah in tako naprej. Skratka, podjetja so si dobro utrla pot, kako izkoristiti tako okolje kot delavce in po tej poti gredo. In zato ravno, recimo, mogoče sem zato omenila, da biznis z odpadki je biznis, ne? Ker tu se mi zdi, da spet zelo lepo ilustriramo, da je treba tudi miselnost od zadaj spremeniti. Ne? Skratka, mi mislimo, da z neko rešitvijo rešujemo okoljski problem, ne? Ampak če vstopi v igro neka ekonomska logika, se nam reševanje močno zaplete. Podobno je v bistvu v zgodbi z obnovljivimi viri energije, podobno je v zgodbi z učinkovito rabo energije. Skratka, kamorkoli se obrnemo, če gremo z neko profitniško miselnostjo v reševanje problema, na koncu lahko v bistvu naredimo veliko več škode. V bistvu bi morali razmišljati o vzdržnosti, ne o zaslužku v tem smislu. O uporabi, mislim o proizvodnji neke uporabne vrednosti, temu, da ne akumuliramo dobičkov in tako naprej. Ne. In tukaj je v bistvu tako okolje kot izkoriščanje delavcev in ljudi v bistvu na istem nivoju igrata. Namreč podjetja
izkoristijo kogar lahko. Zdaj pa je to nekdo, kot je okolje, ki nima glasu, ali pa delavci, ki so jim v bistvu sistematično razbili glas skozi uničevanje sindikatov, ne. Tu se ne sprašuje kapital velik, ne. Se ravno zato je tudi eden od, bom rekla, pomembnih delov ali pa, pomembnih delov pa rešitev, ki jih je večina držav, ki poznajo v Evropi kavcijski sistem, sprejela je neprofitnost upravljavcev organizacije, ki ta sistem upravlja. Kar ne pomeni, da seveda sistem ne more imeti dobička, vendar se ga ne deli lastnikom ali pa tistim, ki so udeleženi, se pravi trgovcem, proizvajalcem, ker je namenjen dobiček pravzaprav za izboljšavo v sistemu, inovacije, mogoče boljši infrastrukturi in tako naprej. Tukaj stvari se mi zdi, da lahko v takih primerih še relativno enostavno grejo čez, zato ker je pravzaprav ideja sama teh kavcijskih sistemov oziroma embalažnih shem je pravzaprav, da so proizvajalci odgovorni na svoj strošek neko stvar, ki je tudi okoljsko problematična rešiti. Zdaj, če je tako, kot je v tem našem trenutno v Sloveniji, v tem embalažnem sistemu, kjer to urejajo pridobitne družbe, mene ne čudi, da je rezultat tak, kot je, ker pravzaprav njim je interesu iz materialov, za katere na trgu dobijo čim več potegniti in jih čim dražje prodati, v bistvu čim manj ločeno zbrati, zato da imajo potem čim manj težav oziroma stroškov, kako se to potem naprej upravljati. V recikliranju nihče ne razmišlja, ker je dosti bolj enostavno vse skupaj ali zažgati ali v sežigalnici ali pa, kot smo prej omenili, pač nekam izvoziti v Malezijo, kjer potem je to problem in stvar nekoga drugega. Zato je mogoče pri tem kavcijskem sistemu to lažje, verjetno pri ostalih stvarih je pa mogoče malo težje, še malce težje. No, sej to, o tem sem pravzaprav prej, ko sem omenila vzdržnost, to sem hotela reči, da zasluži toliko, da lahko sam sebe vzdržuje in se izboljšuje. To je verjetno logika oziroma princip, ki naj bi ga zasledovali, če naj bi živeli na tem planetu še toliko in toliko let. Ja, mislim, to lahko se pa v bistvu odločimo tudi za kakšne druge, ne vem, ravno danes sem brala v britanskem časopisu Guardian zgodbo o človeku, ki je pač imel profitabilno firmo za inštalacijo radiatorjev in vodovodnih, mislim, sistemov za ogrevanje in vodovodnih sistemov, pa ko je zagledal, kakve so stiske ljudi, ki si ne morejo privoščiti inštalaterja, se odločil, da bo pač pustil svoj biznis in ostanek živel brez profita in delal neprofitne stvari za ljudi, ki si pač tega ne morejo privoščiti. Očitno, da je ugotovil, da neka sredstva že ima za preživetje in se odločil, da celo niti za vzdrževanje samega sebe ne rabi več in je bilo pač tukaj konec zgodbe. Kot ti praviš, manjši hladilnik. Na nek način. Ja. Še nekaj bi pa na koncu vseeno rekli o razlikah. Ti si sama, Lidija, že nakazala krožno gospodarstvo in odrast, da smo iskali skupne točke, zdaj bi pa mogoče poiskali še razlike. Vseeno, da ne bodo rekli, da je vse tako kot v pravljici, ni, Mislim, zdaj, če gremo na širši koncept krožnega gospodarstva, potem so razlike, kot sem prej rekla, ideja krožnega gospodarstva je, da v bistvu mi še vedno lahko nenehno rastemo, v neskončnost rastemo, pri tem pa smo nekoliko bolj odgovorni do okolja. V tem konceptu tudi v bistvu že odgovornost do družbe je skoraj neobstoječa in zaradi tega je tudi razlika od koncepta odrasti, se mi zdi. Tak da, Se strinjam, absolutno se strinjam, ker je, se strinjam, da ne bom spet na dolgo in široko razpredala, ampak predvsem je ta rast tista, ki dejansko je v nasprotju z konceptom odrasti, Tako
tako kot smo rekli, v bistvu, če si ti na nekem planetu z omejenimi viri, z omejeno naseljenostjo, potem to ne moreš rasti. Ne? In gonilo tega je pač seveda zahteva tudi porasti dobička, vsako leto, vsako četrtletje mora biti dobiček firme toliko in toliko večji, čeprav da se v njej razmišlja kot uspešni. Ne? Čeprav ne razumem čisto dobro, zakaj je narobe, če ena firma uspešno deluje, ne povečuje letno dobička, pa recimo ohranja neko, bom rekla, tradicijo oziroma svoje poslovanje toliko in toliko let, da daje delo toliko in toliko zaposlenim ljudem, proizvaja izdelke, ki so recimo za trg zanimivi oziroma koristni, ne vem, kaj je s tem narobe. Ne? Zakaj bi morali vsak hlepeti po seveda tem dodatnih dobičkih, ne gre, ker če imaš, jaz si zmeraj poskušam predstavljati, kot če imam pomarančo, pa ima, 12 ali ne vem, koliko imajo pomaranče krhljčkov, če jih nekdo pobere 6, za vse ostale ostane 6, in ne more biti drugače. In seveda, ker smo tale naš planet pomarančka in nič drugega, tudi drugače biti ne more. Mogoče bi sem še dodala, da v bistvu obstaja tudi podjetja, ki delujejo na ta način, in tudi v Sloveniji jih je nekaj, tudi če pogledamo čez mejo v Avstriji, jih je kar nekaj, tako da v bistvu obstaja tudi taka podjetja, ne, je pa problem, da večina podjetij so pač delniška podjetja, imajo delničarji dobijo kot nagrado na koncu leta razdelitev dobička, ne, in zaradi tega je pač interes večine podjetij, da se to spremlja. Ne, sem pa hotela mogoče sam na krhlje reagirati na faksu, so me naučili, da pač v naravi ni kosila zastonj, ne. In dolgo časa sem v bistvu rabila, da sem doumela, kaj za vraga so mi hoteli povedati. Jaz sem prišla na fakt, da se nekaj resnega naučim, ne pa, da pač ni zastonj kosila, se to vsak lolek ve, ne. Ampak ja, pač če smo od nekje vzeli, smo to nekomu vzeli. Lahko smo vzeli nekomu, ki je trenutno na tem planetu, s tem, da smo mu, uničili življenjske pogoje, lahko smo pa vzeli nekoga, ko pač šele prihaja za nami, pa smo si malo sposodili stvari vnaprej. Prihodnje generacije, ja. In mi, Evropejci, kar fajn, ko smo zastonj. Ja, smo, koliko je, zadnjih 500 let saj, ne, pa še vedno to počnemo, ne, se pravim, to, ko si včasih ne govorimo o kolonizaciji in pač izkoriščenju delovne sile v obliki suženjstva, potem naravnih virov, ne, kjer recimo do takih absurdov, kot je recimo Kongo, afriška država, ena najbogatejših držav po naravnih virih, pa najbolj nemirna, ena najbolj revnih držav, nima nobene logike. Ne. Pa si mislim, da je to bilo pred 500 leti. Ne. Popolnoma iste igre se igrajo še danes, mogoče malce bolj v rokavicah, ampak zato pa niso nič bolj bom rekla, nepoštene, pa nič bolj grozljive za tiste, ki so na drugi strani te igre. No. To še vedno danes teče. Poznamo suženjsko delo, poznamo izkoriščanje naravnih virov, poznamo uničevanje življenjskih prostorov, imamo ljudi, ki recimo teh okoljskih aktivistov oziroma ljudi, ki se borijo za človekove pravice in čisto okolje je eno človekovih pravic. Skratka, na globalni ravni vsak teden umorijo 4 okoljske aktiviste. Ne vem, v Južni Ameriki je ena taka zame ženska heroj, starejša gospa, ki brani pravzaprav eno ozemlje proti ekspanziji rudnikov zlata, s tem, da je bila že pretepena, da so ji eno malo kmetijo s par kozami ogradili z božico žico, da zvečer z reflektorji v njeno kočo svetijo in tako naprej, vse, da bi jo pregnalo tam, ampak gospa stoji, ne, ker ve, kaj se bo zgodilo, če odide, to je eno, drugič pa zaradi tega, ker ima pravico biti in živeti tam toliko, ali pa mogoče še več kot ta rudnik. No, skratka, teh zgodb je ogromno, kot rečeno, 4 na teden, pa se končajo s tem, da ljudje umrejo, zato ker branijo svoje naravne vire, zato ker branijo svoje preživetje in svoje okolje. Ne.
Ja, to je že začetek naslednje teme in naslednjega podcasta lahko. Lidija, ti si hodila še nekaj? Ne, v bistvu sem hotela povedati, da smo to zdaj nekaj časa že poskušali s kampanjo Prva bojna črta izpostavljati. Marsikdo od nas se ne zaveda, kakšna je tista prava cena nekemu izdelku, ne? In to je en del zgodbe. Ne? Ampak drugi del zgodbe je tudi, da se ne zavedamo, kakšna je prava cena v smislu uničenih človeških življenj. In za marsikatero od naših izdelkov stojijo kar močno uničena človeška življenja. Ne? Če prav vem, ste prav vi pri Fokusu začeli letos s projektom, ki se ukvarja s prehranskimi izdelki in vplivom naših izdelkov, ki jih mi konzumiramo na recimo pragostin, oziroma to celotno verigo od tam, kjer je izdelek pridelan do naše mize. Ne? To je tudi še ena tema za naslednji podcast. Mislim, da smo končali s tole našo debato o tem, kaj je odrast, kako jo lahko povežemo, kaj bi morala biti in tako naprej. Jaz sem hotela prej, da ne bomo končali tako s takimi morda malce temnejšimi razmisleki, čeprav so seveda nujni. Bom pa jaz povedala to, prej sem hotela vskočiti, ko je Erika govorila o popravljanju in tako naprej in se pohvaliti, da je moja stara mama bila ena zadnjih, ki so popravljale dežnike v Ljubljani. Da pa ne vem, če to sploh še kdo... Na Trubarjevi ulici, ravno par tednov nazaj sem dobila svoj dežnik popravljen nazaj. Lepo. Se mislim, da so tudi Ekologi brez meja postavili eno spletno stran, več je manj, in tam gor so tudi taki, lahko najdete, zdaj mislim, že kar obsežen seznam teh raznih popravljalnic in tam se med njimi, mislim, da tudi ta popravljalnica dežnikov najde, ampak zelo široka paleta teh različnih servisov in tako naprej. Je pa mogoče recimo, ko pa navadi v Sloveniji vedno pravimo, pa ljudje vedno mislijo, da Ljubljana prednjači v nekih stvarih. Moje izkušnje kažejo, da recimo pri popravilu čevljev, naprimer, zelo močno prednjači podeželje, namreč Ljubljani se noben noče več z mojimi čevlji ponavadi ukvarjati. Medtem ko na Štajerskem vedno najdem dobrega šuštarja. Pa da res zaključimo, zdaj smo se malo pohecali, govorimo o individualni ravni, kar pa je pomembno za kakršnekoli spremembe, kjerkoli in na kateremkoli področju pa je sistemska raven. In to moramo vse skozi poudarjati, se mi zdi, da individualne spremembe so dobrodošle, zaželene, ampak sistemske so pa tiste, ki jih moramo zahtevati in pričakovati od tistih, ki nas vodijo. Tako. Hvala. Hvala, ker sta bili moji gosti, Lidija, Erika, moje ime je Karmen. Srečno do naslednjega poslušanja. Lepo zdrav. Hvala, nasvidenje.